Gremo v akcijo v središče Slovenije. In mi se zdaj tukaj nahajamo čisto v neposredni bližini Vač. Vač in Geos pa, se veste kaj je to? Ja, naše skupno srce, ki utripa tako močno za vse nas, da nič drugega na tem svetu ne more. In to zato, ker Geos ni čisto sam sebi namen. Geos podpirajo kar močne stvari, naša skupna ustvarjalnost, ki smo jo od prejšnjega stoletja naprej gradili, da bi vse to pokazali. In tukaj se mi nahajamo pri eni prav pomembni stvari, ki nas vabi naprej. Namreč, poglejte, tukaj le za mojim hrbtom je izoblikovan grb Vač. 500 let star grb Vač. In gotovo si veste, da grb je pa tista stvar, tista pojavnost, ki nas vabi naprej. Za vse večne čase je tako. Pa pejte z mano naprej, po tej lepoti gremo. Veste, danes bi vam pa rada o čisto posebnih stvareh pripovedovala, o slovenski odličnosti, v kateri dostikrat ali nočemo vedeti, ali se pač da se delamo, da ne vemo, ali pa nimamo tega občutka. No, ampak, če bi te stvari, ki jih bom jaz vam danes povedala pa pokazala, o tem dostikrat razmišljali, bi bilo pa marsikaj drugače. Veste, če se zavedamo, da kako smo odlični, to prinaša s sabo tudi odgovornost. In naši predniki, poglejte, tale pomnik govori o tem, to je tisto, kar je bilo narejeno v prejšnjem stoletju, kar sem vam prej govorila. Naši predniki so čisto vse znali narediti sami. So se že kako znašli, da so ugotovili kako in kaj, ampak vse so znali narediti tako, da so se lahko preživeli. No in ta pomnik govori o tem. Poglejte, tukaj imamo predico s prastarim pripomočkom, ki govori o tem, da smo sami ne samo pridobivali hrano oziroma jo znali pridobivati, ampak smo se znali tudi obleči sami, če tako rečem. No, in to je dokaz, da smo sami predli svojo volno ali pa nitke, ki smo jih z lanom dobili, oziroma naredili. In tu je pa maska časa. Ta maska časa pa pripoveduje tisto temnejšo stvar, zakaj včasih pozabljamo na odličnost. Da je vsaki v naši preteklosti vsak čas vplival na nas, ker pač nismo bili samostojni, tako da smo morali veliko svojih sposobnosti in znanj tudi skrivati. Vsak čas je imel neko takšno svojo masko. No, pa vas vabim naprej, boste videli, še veliko stvari imamo za spoznati. Pa gremo. Ja, a vidite, to je pa en takšen združevalni pomnik. V naši preteklosti je bilo veliko tacga, kar nas je razdvajalo, umetno razdvajalo. A veste, to je tisto po rimsko, ko so včasih rekli, deli in vladaj. V tem, kaj slabega povej pa unmo, pa tako naprej. In potlej tisto, ki pač ti to namigne, lepo vlada, ostali so pa lepo skregani, No in ta pomnik nas pa združuje. Poglejte, tam gor, tisle okvirček, tam gor je pa kolo časa. In to kolo ima čist na vsaki uri naštiman kazalec, ki nam govori, da je pravi čas. Ampak veste, zakaj je pravi čas? Pravi čas, da narediš nekaj dobrega, da objameš sebe, ali pa še koga drugega, seveda zdaj bolj v mehurčkih, kaj tale kovic, ampak drugač pa kogarkoli in mu poveš nekaj lepega, da ne tudi kaj slabega naredi, ampak ti ga poskusiš razumeti, pa ga imaš vse rad. Seveda ne tega več tega, ampak kogarkoli, da kadar je lahko nekaj dobrega. Se pravi, v vsaki minutki ali pa 5 minutah. Aj prav, velja, pa pejmo naprej. To je res odličen pomnik. Sploh se res. Ja, še so tle. A vidite, tole so pa obrazi. Ampak nekateri kol obrazi
To so tisti obrazi, ki jih imamo mi v svojih dušicah, vsak mečken drugačne in nam pomagajo, to so naši igralski obrazi, ki nam pomagajo, da najboljše skozi pridemo, če tako po domače povem. Ampak ti presneta reč, bolj ko se sprenevedamo, pa postajamo že malo zahrbtni pa hinavski, bolj nas to bremeni, pa ne moramo iti naprej, ne moramo zrasti, tako kot bi bilo treba, da bi določene stvari razumeli, pa da bi se čisti vsega srca imeli rad. Zato predno pridemo na naše skupno srce, a veste, je tudi tole treba vedeti pa usvojiti. Aj prav, no, pa gremo naprej. No, vidite, tako so pa včasih izgledale naše vaščanke, kadar so se spravljale k trtju lanu. Tale naša kmetica ima ob sebi snop lanu, ki so ga potem strli, dobili prejo, iz nje nitko in tako naprej. Vse, čisto vse so znali narediti sami. Kako smo bili res odlični. Ja. Ja, a vidite, tole je pa pomnik, ki mu je ime Razkol. In ta je pa v opozorilo naši srčnosti. Namreč Slovenci smo bili zmeraj zelo srčni. Ampak imamo pa eno to tako na pol slabo lastnost, da pa občudujemo vse, kar je drugačno, vse, kar je tuje in kar precej tega hočemo tudi prevzeti. No, tale pomnik, tale Razkol govori pa o sedanjem času, govori pa o vsej avtomatiki, o vsej računalništvu in tako naprej, kar zdajle, pa globalizaciji, kar zdajle prodira k nam. No, in zato je tukaj narejen tak človek, poglejte, na sredi ga tole na pol prelamlja, na tisti strani pa leži na trebuhu na tleh. In govori o tem, tale pomnik, kako smo postali razdvojeni, zdaj, ker je kar eksplozija vsega novega, tele globalizacije, kar prihaja k nam. No, in je ta pomnik postavljen sem v opozorilo, da naj tako, kot smo na koncu koncev v svoji odličnosti se zmeri prav odločili, pa pravo mero vsega zavzeli, kar imamo, no, tako bi tudi zdajle naredili. In ta pomnik je v opozorilo za to. No, a ne, dobro to, ja, jaz se vedno spomnim. Pa smo. A vidite, to so pa solze, kar izpod plato gor jih vleče. In jaz, ko pridem tjele dostikrat, kakšnega srečam, pa prav, ja, pa kaj vam pa tele solze? A nam ni Slovencem že dosti žalostenega pa občutljivega napisal Ivan Cankar? Veste, ampak jaz sem pa šla, pa sem se s tem umetnikom dobro pogovorila, kakšno je njegovo stališče in kaj hoče s tem povedati. Rekel, veste, k naši slovenski odličnosti manjka to, da bi se zavedal, kako zelo so solze zdravilne. Zato sem jih jaz tukaj predstavil. Sej, Slovenci se kar radi zjokamo, ampak vedno nas je sram, pa to sploh ni treba, ker solze. Ne vem, če ste kdaj razmišljali, kako je, kadar vam je zelo hudo, nekaj tako, da bi bili jokci, ampak kadar vam je zelo hudo, kaj se zgodi? Dobro se zjočete, pa ste spet zdravi, pa spet lahko greste naprej, pa spet ste srčni, pa vedre volje, a je tako? No, in zato te solze naj kar bodo tukaj v opozorilo, kako zelo so zdrave, če celo telo počistijo, preden pridejo skozi oči ven. Tako, a ne, dobro to, ja. To pa naša situla 5-krat povečana, ampak je pa to spet en tak simbol odličnosti. Energija odličnosti iz preteklosti, iz železne dobe. Jej, smo lahko po Slovenci ponosni, to je najodličnejša, najpomembnejša arheološka najdba na Slovenskem. Bi rekli, da ne samo ena, a veste koliko zgodb, neverjetno veliko zgodb.
Mi smo se sicer odločili samo za eno, ampak ko boste prišli k nam, boste pa videli to, kar zaživi vse pred nami, ko začnete dobro gledati te čudovite figure. No, ne morem vam vsega razložiti, ampak to je spet en motiv, da se čim prej oglasite. Ta sitola je drugače stara, no ta je iz leta 83, ampak tista ta prava je stara pa 2600 let. No, tako, zdaj smo pa na Geosu, končno, a ne da? Ampak tukaj Geos je pa res čist posebno mesto, naše svetišče in tisto, kar naš, bi rekla, srčni utrip, naš zagon ustvarja na tem mestu, so pa tile simboli, ki govorijo o naši preteklosti, o našem izvoru, kdo smo in kaj smo. Da smo najmanj taki biserčki kot vse druge evropske ali pa vse druge svetovne države. Ne, da smo nekaj več ali pa manj, o tem se tukaj na Geosu nikoli ne sprašujemo. Ampak to, da brez nas, brez tega biserčka, ki se imenuje slovenstvo, Slovenci in Slovenija, svet ne bi bil takšen, kot je. In v vsaki celici naših teles je tale odličnost, ki kaže ta utrip vseh posebnosti, ki jih imamo. No, veste, tale Geos se je začel, projekt se je začel leta 1981 na pobudo takratnega župana, pa podrobnosti vam ne bom povedala. Skratka, on je dal pobudo, da se je izračunal, kje je središče Slovenije. No, na koncu so ugotovili, da to ni središče, ampak je težišče. Kako in kaj vas vabim, da prijete sem, pa vam bom vse podrobnosti povedala. No, ampak, ko sem rekla, da so tukaj vsi simboli, ki poganjajo naše skupno srce, to, kar smo, lahko začnemo kar od začetka. Veste, sočasno z Geosom je začela rasti tudi tale lipa. No, ni tale, ta je že ta tretja, ampak poglejte, kako je čudovita. Govori o vsem, kar je pravzaprav simbolično odražajo naše slovenske duše. Lipa, veste, je mehko drevo, zato je simbol Slovencev, ker Slovenci smo tako mehki in se kar malo preveč naravnavamo po vsem, kar nas obdaja. Hkrati smo pa tudi vztrajni, trdni in neupogljivi, kar je tudi lastnost lipe. Eno lipo posekaš, pa jih 5 zraste, a je tako? Seveda. No, potem imamo poleg lipe še pomnik rodoljubu, ta je nastal po naši zadnji osamosvojitveni vojni. Kamni so prenešeni od povsod, kjer živimo Slovenci, seveda v bližini, tudi izven naših meja, ampak v bližini. Mi živimo marsikje po svetu, no, ampak kamni so iz te naše bližine, kjer pa živimo Slovenci. Okoli lipe seveda so tudi klopice, kjer lahko prijete se spočiti, vas bomo vedno veseli, pa vedno vam bomo z veseljem kaj dobrega in prijaznega povedali. No, veste, potem, ko je bilo to središče odprto za obiskovalce, za skupni namen, smo zgradili pa še takšen lep parket, kjer je tudi vse živo od naših simbolov iz preteklosti. Kar 2 grba imamo. En je grb Slovenije, še iz časa Jugoslavije, najbolj ga večinoma kar poznamo, kaj ne? Ja. Iz leta 1943, ko je bila ustanovljena Jugoslavija in v njej ena od republik Slovenija, potem pa tale naš grb, kakršnega poznamo danes. No, če se pa še naprej sprehodimo, je pa v družbi teh grbov, bi rekla, zgodba naše državnosti. Leta 1989 so se namreč zbrali tukaj takratni župani, to so bili predsedniki občinskih skupščin še takrat, baje, da jih je bilo več kot 80% iz cele Slovenije in takrat so se dogovorili, da končno živimo in gospodarimo na svoji zemlji. No in mi pravimo, da je to
temelj državnosti, ki je potem šele leta 1991 se nam srčno in srečno zgodila. No, so pa na tej plošči tudi vsi datumi, ki so potem našo državo opredelili kot enakovredno, samostojno državo v sklopu vseh držav, ne samo evropskih, ampak tudi na svetu. No, naš pogled pa, če ga še proti severni strani obrnemo, je pa, poglejte, simbol demokratičnosti. Izjemen simbol, ki se ga vse premalokrat spomnimo. Moram reči, da sem bila kar ponosna, ko je bil ameriški predsednik pri nas in nas je opozoril, da imamo v Sloveniji simbol demokratičnosti, kakršnega na svetu še do današnjih dni ne znamo in ne zmoremo doseči. Ja, tukaj so takrat Kosezi izvolili svojega kneza, ki jih je predstavljal. Dali so mu moč, svojo oblast, vsakogar posebej, in so mu dovolili, da z njo upravlja. Ampak vsi so pa budno pazili, da je ni zlorabil in v tistih časih jih res ni. No, takega načina danes še ne premoremo, ampak upamo, zato je treba na to opozarjati, upamo, da bomo to odličnost nekoč znova pridobili in jo zaživeli, ker je v nas, zagotovo je v nas. Ta pomnik je bil pa sem pripeljan oziroma postavljen tukaj ob 600-letnici zadnjega ustoličenja v slovenskem jeziku. Na to smo še posebej ponosni. No, mogoče, da bi še kakšno besedo ali pa dve opozorila na Geosu, kaj predstavlja in na kak način nas plemeniti in opozarja na vse dobro, kar je v nas. No, tukaj seveda nas Geos pozdravi z vsemi osnovnimi informacijami, ki jih moramo vedeti, ko pridemo sem, kaj ne. No, načeloma mi na tem območju nobene stvari ne spreminjamo, ampak tukaj smo pa morali spremeniti oziroma prikriti prejšnji napis, ploščico Projekt 2081, to je nekako ime, s katerim smo ta projekt začeli. Bil je pa tukaj napis Socialistična republika Slovenija, kar pač zdaj res ni več ustrezno. No, tukaj imamo pa, bi rekla, geodetske podatke. Mogoče bi opozorila samo na tistega, ki nam je najbolj domač, vse drugo si lahko nekako malo bolj strokovno pretuhtamo še z kakšnih drugih virov, ampak poglejte, mi se tukaj nahajamo 644 metrov nad morjem, skoraj da 645 metrov. No, na tej strani, to smo pa čisto v zadnjem času še malo oplemenitili, kajti imeli smo en tak pomemben projekt, ko smo v Evropi združili kar nekaj in vzpostavili kar nekaj srčnih točk. In ta je tista, iz katere so zrasle vse druge. Se pravi, tukaj je temelj nekega srčnega turizma, ki ga začenjamo z mrežo srčnih točk gojiti v Evropi. In temelj tega srčnega turizma je pa plemenito poslanstvo, ki se je zgodilo na Geosu. Namreč, to je pa mogoče glavna misel tega projekta in tega utripa tukaj, glavna misel, da smo tu, ne glede na svoje prepričanja, ne glede na takšno ali drugačno pripadnost katerikoli veri ali pa politični stranki, se tukaj sprejemamo, tukaj nismo politični, ampak se tukaj sprejemamo, se razumemo, se dogovarjamo in ne glede na karkoli se imamo radi in se tega tudi učimo. Saj vem, da je to težko, ampak več, ko bomo vedeli o sebi, več, ko bomo vedeli o svoji preteklosti, o svojem utripu in o svojem razvoju, lažje se bomo sprejeli in lažje bomo sprejeli tudi utrip svoje drugačnosti. Ne samo pri nas, ampak jo bomo ujeli na tak način, kot jo je naš slovenski pesnik, največji slovenski pesnik, za katerega je ravno pred kratkim tukaj pa Jerca Mrzela
prijatelj rekla, da je naš pesnik sveta, da bi moral biti naš pesnik sveta. No, ravno na teh temeljih vse to, bi rekla, vse srčne točke in celo poslanstvo Geosa temelji. No, zato tukaj moramo nujno se vedno od tega tudi spomniti. Veste, tukaj so bile že 10 let, predno smo imeli svojo državo, uklesani verzi iz 7. kitice Zdravljice, ki so danes seveda naša slovenska himna. Tudi to govori o tem, kako so takrat razmišljali, kako smo takrat razmišljali graditelji začetka našega Geosa oziroma začetka našega skupnega srca. Zato vedno, kadar pridete na Geos, je Zdravljica skoraj da nuja. No, jaz vas bom danes opozorila samo na tale, bi rekla, himnični del, pa še potem na zaključek, ki je čisto nekaj posebnega. Boste videli, to vam bomo potem povedala. Živela vsi narodi, ki hrepenejo kad dan, tako da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, ne sosed bo mejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo, dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. No, vidite, zato sem pa še zaključne misli od našega pesnika povedala. On je bil tisti, ki je že pred več kot 170 leti vedel, da mi Slovenci, mogoče takrat še ne vsi, seveda ne, ampak da imamo v jedru tisto svojo odličnost, da znamo to, kar danes propagirajo duhovni voditelji, znamo v srcu misliti. Tudi tisto, kar je predmet samo razuma, tudi tisto gre skozi naše srce. In to, vidite, je pa taka odličnost, ki ne raste čisto povsod. No, najlepša hvala. Zelo sem vesela, ker ste bili z mano, ker smo delčke zbrali, ki utripajo v nas, ki so prav posebni. No, veste, zato vsak potem, čisto na koncu, se sreča še z našim kosezom srca. Ne samo srčno klepetuljo, Ano. No, jaz sem vam na začetku pozabila povedati, da sem srčna klepetulja, ker saj ste videli čisto tja v 3 dni, pa ne klepetam, a ne? Ja. No, in naš kosez je pa čisto prav posebno čarovnijo, ki je pikica na i temu, kar sem danes povedala. Jaz se zdaj od vas poslavljam in se želim, da tudi z našim kosezom vse najlepše doživite. Hvala. Dober dan. Jaz sem pa kosez srca, tukaj z Geosa. No, predno se zares poslovimo, vas moram nekaj naučiti. In namreč, vse obiskovalce tukaj v središču srca naše države naučimo čarati. Ja, ampak to je prav posebna čarovnija. Ne bomo vlekli zajcev iz klobukov ali kaj podobnega, sploh ne. Tole, kar vam bom zdaj pokazal, je čarovnija ljubezni in prijateljstva. In sicer, za to čarovnijo potrebujemo samo čarobni gib in čarobne besede. Prosim, da kar sodelujete z menoj. In sicer, čarobni gib je sila enostaven. Najprej potresemo roke, takole, še malo ramena, ja, v redu, ste, dobro. Zdaj pa dvignemo roke takole v zrak, še malo više, jih zasučamo, hop, prekrižamo, šuk, in vsi skupaj naredimo takole. Objamemo samega sebe, tako, ja, in povemo čarobne besede. Punce rečete, rada se imam, fantje pa rečemo, rad se imam. 3, 4, zdaj. Rad se imam. Ja. Najprej je treba imeti rad. Koga? Tako je, samega sebe. To ne pomeni, da greš v trgovino, pa si kupiš čokolado, pa jo sam poješ. No, mogoče tudi kdaj. To, da imaš rad samega sebe, pomeni, da zdravo živiš, da počneš to, kar rad počneš, da si vesel, zadovoljen in da se sprejemaš takšnega, kot si. Samo ti si tak, kot si ti. Nihče drug ne more biti ti.
in tudi ti ne moreš biti kot nihče drug. A se razumemo? Kopija je vedno malo slabša od originala. In ti si lahko najboljši ali pa najboljša ti, kar si lahko. Nihče drug ne more biti tak kot ti. Zato bodi ti. Ja, no. In potem, ko imaš rad samega sebe, greš pa lahko na drugi del čarovnije. In sicer, zdaj v teh časih je to malo teže, ampak saj živimo v mehurčkih, a ne? Zagotovo imate kakšnega zraven sebe, sorodnika ali pa partnerja ali pa partnerko, ne? In sicer, drugi del čarovnije pa tak, da poiščeš en svoj par, ne? Nekoga nasproti sebe, ga pogledaš v oči in ga lepo pozdraviš, rečeš dober dan, tako, ja. Potem pa spet potresemo roke in jih takole razširimo in nežno objamemo tistega nasproti nas in mu povemo čarobne besede. Punce rečete, rada te imam, fantje pa rečemo, rad te imam. No, ker nimam tukaj nikogar, bom pa kar vam rekel, rad vas imam. Ja. Slovenci imamo pa to čarovnijo srca in prijateljstva in ljubezni, tudi uglasbljeno. In sicer gre nekako takole. Lahko se malce objamete čez ramena in malce pozibate levo in desno. Ja. Jaz bom pa zapel. Mi se imamo radi, radi. Mi se imamo radi, radi. Mi se imamo radi. Radi, mi se imamo radi prav za res. A ste slišali to? Z enim stavkom sem povedal dve stvari. Da se imamo mi radi, samega sebe, in da se imamo mi radi med seboj. No, pa prevedite to v kakšen svetovni jezik, če gre. Slovenci smo zares odlični. Dragi moji, hvala za pozornost. Pa ne pozabite, imejmo se radi. Nasvidenje!